Spoštovani občani, spoštovane občanke, spoštovani vsi gostje, še posebej pozdravljam našega predsednika Planinske zveze, gospoda Ekarja, in seveda vse prijatelje planin, ki so se danes popoldne odločili z nami skupaj obeležiti dan, na katerega vsaj komenski planinci že res dolgo čakamo. Nekje smo ta dan združili tudi z našim občinskim praznikom, ki smo ga včeraj praznovali. Moram povedati, da je to bil 5. praznik občine Komenda, ki ga praznujemo 15. maja. 15. maj je dan, ko smo se odločili pred 7 leti, da gremo na svojo pot. In ta naša pot, lahko rečem, nam je omogočila tudi to, da smo si to parcelo, na kateri danes gostujemo, lahko kupili in spremenili v zazidljivo parcelo, na kateri, prepričan sem, bo stal čez leto, dve lep dom. Dom bomo poimenovali po našem prijatelju, po našem vzorniku in po našem upniku, bom rekel. Vsi planinci Komende smo njegovi dolžniki, da naredimo prav vse, kar je v naših močeh, da bo dom, ki ga je zastavil Milan, brez njega nikoli ne bi imeli niti te zemlje, niti parkirišč in še manj bi se toliko ljudi zbralo skupaj in toliko ljudi svoje misli in prisege dalo, da bojo pomagali pri izgradnji, da gotovo nihče drug v Komendi ni bil sposoben tega od ljudi pripraviti, Milan je pa bil. Jaz bi zdaj najprej predal besedo predsedniku Planinskega društva Komenda in bi prosil zmrzlikar Petra, da pride do mene in pove par besed. Prosim, Peter. Spoštovani vsi zbrani, danes je dan, katerega bi si vsega srca veselil naš dragi prijatelj, veliki vzornik Milan Šinkovec. Žal je usoda hotela drugače. Našega prvega predsednika ni več med nami. Zato vas vse zbrane najprej povabim, da z minuto molka počastimo njegov spomin. Slava mu in mir nad gorami. Na današnji dan, ko v potu znoja pohodniki premagujejo še zadnje korake tradicionalne prireditve 12 ur Šentjurške gore, vas vse tukaj zbrane prav prisrčno pozdravljam. Veseli smo, da ste se nam pridružili. V veliko zadovoljstvo planincev in organizatorjev te prireditve je, da smemo pozdraviti tudi goste, predsednika Planinske zveze Slovenije, gospoda Francija Ekarja, predstavnika Planinskega društva Kamnik, gospoda Dušana Štefulo in gospoda Staneta Simčiča. Pozdravil pa bi tudi domače goste, gospoda Tomaža Drolca, podžupana Mirota Kepica in pa vse predstavnike posameznih društev in organizacij.
In nazadnje še lepo pozdravljeni Milanovi domači, ženo Ivanka, hčerka Maja in Irena ter sin Milan. Za komensko planinstvo je danes zgodovinski dan. Sanje, zamisli, ideje našega vzornika so postale dejstvo. Spoznanje Milana, da na Komenskem potrebujemo organizirano pohodništvo, je rodilo prve sadove februarja leta 1992. S prijatelji in ljubitelji naših planin smo ustanovili planinsko sekcijo Komenda, ki jo je vodil Milan in je delovala do decembra leta 1997 pod okriljem Planinskega društva Kamnik. Od takrat naprej pa kot samostojno planinsko društvo Komenda, katerega prvi predsednik je bil prav tako Milan Šinkovec. In od tedaj raste želja po lastnem planinskem domu. Milan je z velikim navdušenjem obiskal mnogo planinskih postojank, si ogledoval koče, jih poslikal, izdeloval skice in v mislih snoval planinski dom. Lotil se je tudi izdelal makete in nas svojo neosetljivo voljo navduševal za izgradnjo. Žal je februarja leta 2001 usoda hotela, da se z nami danes Milan ne more veseliti. Obljuba dana njemu, da bomo planinski dom postavili, postaja danes resničnost. Iz spoštovanja do Milana in njemu dane obljube ob odprtem grobu smo premahali nesoglasja in pomisleke. Kot se topi sneg na pomlad v gorah, tako smo odplaknili še zadnje dvome in danes svečano odkrivamo temeljni kamen za naš planinski dom. Dom pa bo upravičeno nosil ime po našem prvem predsedniku, Planinski dom Milana Šinkovca. Da bo pa praznovanje lepše, bolj veselo, moram pred odkritjem odpraviti še prijetno dolžnost, ki mu jo je naložil upravni odbor. Zahvaliti se moram v imenu vseh planincev, vsem planincem planinskega društva in v svojem osebnem imenu prav vsem, ki ste kakorkoli pomagali in ste pripravljeni sodelovati še naprej. Še posebna zahvala pa gre članu upravnega odbora, ki je tudi član gradbenega odbora. Ni potrebno velikih besed, saj vsakdo ve, ki si je postavljal svoj lastni dom, koliko je potrebno vložiti dela, volje in potrpljenja, še predno se postavi temelje. Glavni mož tega projekta, da se je danes Milanova ideja uresničila, je Tomaž Drolc. Veliko sta sodelovala in ideja o lastnem planinskem domu jima je bila skupna. Tomaž je velik ljubitelj pohodništva in planinskih druženj, a zaradi prezaposlenosti velikokrat ne more užiti lepot gora. Kljub temu pa najde čas in moč za svoje znanje in izkušnje razdaja za naš planinski dom Milana Šinkovca. Zato Tomaž Drolc prejme priznanje Planinskega društva Komende. Ja, hvala lepa. Ja, hvala. Tu pa res nisem pričakoval. Hvala. Iskrene čestitke. Ob tej priložnosti povabim tudi gospoda Franca Ekerja, predsednika Planinske zveze, da se nama pridruži. Da skupaj s Tomažem odkrijeta temeljni kamen in položita temelje za nadaljnje delo. Ja, hvala lepa. Aj, bo.
Ja, hvala lepa. Si bom vzel besedo, ko Peter druge opravke opravlja. Moram se zahvaliti vsem, ki ste mi dali to priznanje, res ga nisem pričakoval, zame je bilo to presenečenje, tle nimam besed. Upam, da bom Milanovo delo lahko čim bolj poskušal pomagati upravljati vsem drugim, ki so zdaj v gradbenem odboru. Mogoče bi bila krivica, če ne bi tudi te omenili. Verjamem, da jo bojo eni pomagali pri tem domu, mogoče še bolj, kot pa bomo uspeli tisti, ki smo v njem. Imamo pa predsednika gradbenega odbora in bi bilo prav, da pride zdaj tle med nas. Jaz sem učil z drug scenarij, sem mislil, da bo da Peter Zmrzlikar pa Zoran Sodnik odprla oziroma odkrila to ploščo, no pa vabim Zorana, da se nam vsaj pridruži tle ob kamnu. Prosim, Zoran. Ja, Zoran, čestitam. Jaz sem prepričan, da bomo s skupnimi močmi to uspeli. Hvala lepa. Mislim, da je prav, da prideta še oba podpredsednika, to je Franc Dronc in no, hitro ne en pove. Janez Lončar, no, Janez se upravičujem malo preveč, sem jaz zdaj zmatral. Janez Lončar pa Franc Dronc prideta sem, da bomo obeležili skupaj z eno sliko ob tem kamnu. Da bi pa prosil še predsednika Planinske zveze za besede. Ja, dragi planinci, zbrani Komenčani, ob tem velikem dogodku, kako je že bilo rečeno, iskrene čestitke za vztrajnost, pogum, naprednost. In tudi mislim, da se bo na tej lokaciji zgodilo mnogo stvari. Tukaj se bodo ustvarjale nove ideje, nove pobude za tisto delo na gorah. Ob tej priliki bi seveda še posebej čestital vašem občinskem prazniku Komende, gospodu županu Tomažu, kolegu, in to je zelo dobro, da se občina in društveno delo tako dopolnjujeta in to je tudi temelj, da bo to društvena lokacija zanesljivo dobro služila svojemu namenu. Zato je tudi se to združuje še z občinskim praznikom. Vsem Komenčanom, občanom, županom želim seveda iskrene čestitke ob tem praznovanju. Tudi to je dobra garancija, da so se danes zbrali tako močni ekipi vaši sosedje Kamenčani, se pravi na čelu z novim predsednikom Cesarjem in seveda starostom in častnim predsednikom in celotno ekipo z Dušanom Štefuno, Simčičem in seveda vsem konzilijem, to se pravi ena velika slovenska planinska avtoriteta. Tudi sosedstvo je dobro pri takih stvareh imeti na svoji strani in to danes seveda potrjujem. V imenu slovenskega planinstva pa resnično še enkrat iskrene čestitke, priznanje za vztrajnost, za dosežene cilje in želim vam, da bi seveda v tistem roku, ki so ga potike povedali, da bo tukaj zrasel nov planinski dom, ena nova planinska katedra za združevanje, zbliževanje in seveda za kompletiranje novih idej. Hvala lepa in srečno. Dovolj, predsednik. No, bi še jaz tukaj le par besed povedal, sem ga tudi malo izvan. Torej, Kamenčki planinci smo zelo veseli, res zelo veseli, da boste začeli z gradnjo tega doma. In sem prepričan, da vam bomo pri tem, če boste rabili, tudi radi volje pomagali. Tudi jaz sem član vašega društva, mislim še prvi član, ne. In bom, če bo predsednik je želel, mu bom stal vedno na strani, kot strpen in vse iz tega ne morem. Hvala lepa. V tej priložnosti bom pa še jaz podaril skromno priznanje, spomin na Komendo. Hvala lepa. No, zdaj pa vse prav lepo povabim, da ostanete še v druženju tukaj,
Golaž si lahko postrežete pri našem mesarju, ne vem, kako prav povedal, da nam narobe, pa da počakate še zaključka 12 ur Santurške gore in podelitev medalj in pa priznanj za uspešno hojo na Santurško goro in nazaj. Hvala. Thank you.